Najprej hvala vsem vam, da ste prišli in seveda hvala predvsem umetnici in umetnikoma na moji desni. Z nami so, bom šla kar za desne, se moram prav pogledati imena, ki jih vedno potem pozabim, kadar govorim, skratka Zoran Kuzmanović, Agata Pavlovec in Žiga Karič. To je v bistvu otvoritveni dogodek večjega projekta, ki smo ga skupaj, tudi za naslovom skupaj, pripravili Loški muzej Škofja Loka in Javni sklad Republike Slovenije za ljubiteljske dejavnosti. Sam poriv dogodka je tri razstave, ki se danes ustvarjajo. Ena, mislim, da veliko se ustvarjalcev in ustvarjalk, ki sodelujete na tej razstavi, je bienalna državna razstava, ki vsaki 2 leti na plano oziroma usmerja in pokaže tisto, kar se dogaja na ljubiteljski likovni sceni, bi rekla, v slovenskem prostoru. Ta vsako leto gostuje v javnih inštitucijah po Sloveniji in ko je Monika Ivančič-Fajfar pred približno 3 leti pristopila do mene za predlogom, da bi se eno od teh bienalnih 9 zgodila v Loškem muzeju, se mi je to zdela ena krasna priložnost, da se v bistvu lotimo obenem še fenomena, ki je tudi povezan z tako z JSKD in kot dejavnost, to je Mala Groharjeva galerija, Mala Groharjeva kolonija. Tako da razstava, na kateri ravno kar sedimo, je razstava, ki je posvečena fenomenu Male Groharjeve kolonije. Potem močka drugačna, seveda, ko bomo šli mi ven, ki za nami bo imel video zvok. Na tej mizi bodo katalogi iz 50 let Groharjeve kolonije. V zadnji, zdaj pač ne morate gledati, je v bistvu narejen tak scenosled oziroma časovnica vsega, kar se je dogajalo od leta 1968 do danes. Skratka, Groharjeva kolonija je fenomen. Fenomen v času in prostoru, bi rekla, ki se je začel v nekem čisto drugem času, konc 60 let prejšnjega tisočletja. In narejen je tako dobro, da v bistvu s to osnovno strukturo še vedno dela to, za kar je bil po moje takrat narejen. Eno je, da postavlja umetnost in kulturo v center našega življenja, tudi dobesedno, na ulici Škofja Loke. In drugo, da ravno v pravih formativnih letih postavi otroke, recimo v neko inscenacijo strokovnega, bodočega profesionalnega umetnika. Skratka, nekoga, ki pride, naredi delo, ki ga ovrednotijo strokovnjaki, ki se ga potem razstavi na razstavi, ki dobi katalog, skratka, vse to, kar je. No, tako da ob 9. državni razstavi prvič postavljamo na ogled v resnici procese, postopke ozadja Male Groharjeve kolonije. Zelo smo se tudi poslužili dokumentarne postavitve, da lahko s fotografijami, dokumenti, originalnimi deli zadnjih 50 let, ki visijo nad nami. Video zaenkrat najo z Janezom Jocifom, ki zadnjih 30 let v imenu JSKD od močne izpostave Škofji Loki vodi Malo Groharjevo kolonijo, enkrat letno vsak dan. Tu bo potem tudi naš pogovor v končni fazi. Nadaljevali bomo potem z razstavo, z ogledom razstave v galeriji na Gradu, kjer še enkrat 9. državna razstava za selektorjem Robertom Nozarjem, tokrat najbolj to vsi veste. Obenem pa tudi v isti galeriji razstava umetnikov, ki sedijo z mano, za katere je tista osnovna skupna stvar, bi rekla, vsaj v tem kontekstu, da so v 80-ih, v začetku in v sredini, sodelovali kot osnovnošolci na Mali Groharjevi koloniji, da so nekako čez to dobili še en poriv, seveda ne edini, da so se odločili, da so postali to, kar danes so, torej profesionalni umetniki. Vsak od njih za nekaj desetletnim opusom, tudi naš način izbire je bil, medtem ko smo raziskovali Groharjevo kolonijo in govorili torej o tem, kako pomembno je dobro strokovno delo na področju ljubiteljske umetnosti, kako pomembna je ljubiteljska umetnost za kulturo na splošno in kako se povezuje z profesionalno. Obenem pa, kot rečeno, je ta Mala Groharjeva bila tudi tak poseben poriv. Mislim, da je v teh pravih formativnih letih, se to, mislim, da bomo zdaj slišali, da lahko poleg tega, da seveda
vidi, že je umetnost pomembna in da mora biti tam, kjer je centru naše družbe, vidi, že lahko tudi z njo se profesionalno ukvarjaš. Mnogo umetnikov, ki so bili na Mali Groharji, so potem postali profesionalni umetniki, mi smo se torej odločili za 3, več ali manj iste generacije. Tudi hoteli smo predstaviti posamičnega umetnika za več deli, znotraj ene skupinske razstave, tako da zato smo bili malo omejeni. Tako da zbrali smo torej umetnike, katera neka rdeča nit je pač v glavnem ta, da so podobnih let, da so v podobnem času se formirali, da so torej postali potem vsak na svojem področju uveljavljeni umetniki in da vsak od njih v resnici ima zelo živ spomin na to, kaj se je tistega dne zgodilo. Kaj se veste, ne, psihološko, zapomne se tisto, kar je pomembno. Tako da ravno to me je fasciniralo v zadnjih 10 letih, odkar se ukvarjam malo bolj intenzivno s fenomenom Groharjeve, odkar sem pač tu, da očitno gre za onih dan ali več dni, ki so bili pomembni v vašem razmisleku o tem, kaj boste nekoč počeli, kaj boste dali družbi, kar ponavadi umetnost je. Tako da, prosila sem jih v bistvu za ta naš pogovor, ker hotela sem jih vprašati v bistvu ravno o tem, da malo povejo, kako se tega spomnijo in zakaj se to zdi pomembno in kaj je iz tega tisto, kar lahko potegnemo tudi za bodoče rodove. Vsi namreč tudi seveda niso le umetniki, večinoma tudi pedagogi, restauratorji, ampak v glavnem vsi se ukvarjajo tudi z predajanjem nekega znanja, nekega zavedanja, tega, kar počnejo naprej. Tako da v bistvu je podobno vprašanje za vse. V spomin oziroma refleksija tega, kaj se je takrat zgodilo, tisti 3 dni, takrat je bilo pač 3 dni, v 80-ih, in zakaj mislite, da je to pomembno in seveda, zakaj smo tu, kaj je ta kulturno-umetniška vzgoja, kot je danes rečemo, ko smo jo pač takrat počeli, ne da bi temu tako rečali. Bi začela mogoče kar Žiga tam, na moji desni. Hvala, Saša, saj si zelo natančno povedala. Jaz bi rekel tako, da drži, jaz sem definitivno med nami 3 verjetnostmi vsi taki, ampak zame drži, da se tega še precej dobro spomnim, kar zelo dobro. Jaz sem sicer tukaj bil, takrat sem bil star 14 let, to je bilo leta 86, 87 mogoče, to zdaj ne vem, tam okrog. Bil sem sicer tukaj samo en dan, ne 3 dni. Spomnim se tega, da poleg tega, da če najprej tako na hitrco mogoče malce prebijam s tem, da vrišem svoje spomine tisti čas, kot pač je ideja recimo tega pogovora med drugim, da sem se tukaj znašel s sošolcem, da se spomnim tako v bistvu druženja oziroma stika z recimo, takrat sem to doživel na ta način z odraslimi, recimo, likovniki, tisto leto, ko sem bil jaz tukaj, je bilo zagotovo tako, da smo ustvarjali izključno v lesu, delali smo nekaj, recimo, da portrete v lesu. Samo se tega, da je bilo tam kar nekaj, da je bilo v moji družbi kar nekaj, pač, recimo, da oseb, ki sem jih presvojal kot pač profesionalne kiparje. Spomnim se tega, da mi je ta medij dleto, les, da mi takrat, spomnim se tega občutka prav dobro, zdaj, ko se te dni o tem več pogovarjamo, se spomnim tega občutka, da mi mogoče ta tandem dleto, les ni tako zelo sedel, da sem razmišljal kot osnovnošolc, če bi se z umetnostjo ukvarjal, bi verjetno posegal po drugih medijih, seveda tudi sem, ampak tudi to, recimo, da bi to mogoče en tak zanimiv, subtilen antivpliv, bi rekel, Poleg tega se spomnim tudi potem nekaj tednov, verjetno pozneje, je bila točno v tem stolpu razstava tistega, kar smo naredili, tega se zelo dobro spomnim. Spomnim se, da smo sošolci prišli v ta stolp in da sem jim pokazal to svoje prvo delo, oziroma to je bila moja prva razstava. Kar se tega tiče, obujanja spominov oziroma tega elementa, je to. Recimo zanimivo, kar sem že prej povedal, je to mogoče, da ko je Saša pač postala direktorica tegale muzeja, ko sva se prvič potem srečala, da sem imel to potrebo, da sem delil s tabo ta spomin, ki je bil pač živ ves čas z mano.
Očitno je tako, to si po mojem mnenju si zelo dobro to rekla, očitno glede na to, ne, da se spomnim še vedno zelo dobro, ne vem, ne zadnje poti, kako sem prišel v Škofjo Loko, prej sem razlagal, ne bom zdaj utrujal za vožnjo z avtobusom, vsega tega se spomnim se ne na zadnje kosila v Škofji Loki in tako dalje. Očitno je zame to nadvse pomembno, ali pa taka nenavadna, specifična izkušnja, ki sem si jo res dobro zapomnil. No? Skratka, moj spomin na čase na ta paket se konča z obiskom z osnovno šolo, ko smo se z avtobusom pripeljali in ko sem sošolce popeljal v ta stol in pač pokazal po razstavo. Ja, sigurno, absolutno, da pomembna izkušnja zagotovo, no, ki, ja, za katero bi lahko rekel, da je jasno, da več kot dragocena. No, toliko nekratko o tem. Hvala, Žiga. Ja, ne, se dodam, da Alenka Sotlar, ne, to bolj sem to že večkrat rekla, ilustratorka, ki je sicer stara že 65 let, se recimo še vedno spomne komada, ki je igral na tranzistorju tistega dne, ko je ona tukaj ustvarjala. Neverjetno, ja. Ja, no, ne nek nam se pravi, to bi psihologi lahko povedali okrog tega. Ampak, Agata, jaz bi vseeno še ta tvoj spomin slišala, ker sem ga seveda tudi slišala v teh letih in mi je bil zanimiv ravno v tem, kako živ je še vedno. Jaz imam v bistvu več spominov, ker sem 3 leta sodelovala na Mali Gruharjevi, to po moje zato, ker sem pač Škofjeločanka, pa smo imeli pač otroci Škofje Loke privilegij glede tega, tako da 2-krat sem bila v Škofji Loki, enkrat pa v Smederevski Palanki. Ja, kar se spomnim iz osnovne šole, no, in kar še vedno nosim, je 8. razred, ko smo pač hoteli že neki sošolci malo tako izstopati, pa biti drugačni. In smo rekli, mi pa ne bomo šli zdaj v mesto delati te mestne vedute, gremo nekaj se zmisliti, ki bo malo tako drugačen, malo darkarsk. In smo šli na Starološko pokopališče. Pač, da pokažemo še Škofjo Loko skje drugje, ne. No, in tam sem jaz nekaj šarla okoli nekih spomenikov, bosa. In sem stopila na neke glažone in ja, sem si prerezala podplat. Nekaj smo to pač bolj zavijali, da ni kri več tekla, ampak treba je bilo naslikati zdaj do konca te neke pokopališče. Skratka, pač jaz še vedno nosim to brazgotino Male Gruharjeve kolonije s sabo. Tako da, ja, to je ena stvar iz Srbije, iz Smederevske Palanke. Ja, je pa bolj tako, so neke take malo bolj kulturne pa s prehrano spomini. Ena zadeva je ta, da me je v bistvu res šokirali, ker so vsaj pri tej družini, ki sem jaz živela, mislim, ni bila družina, pač je bila punca moje generacije, ki je živela s starimi starši. In to so res živeli tako zelo skromno in se spomnim pač tistega blata, ki je bil posod blat in kamorkoli sem stopila, sem bila pač pomazana od blata, ampak me niti ni toliko motil, sem tako pač drugače je bilo, kot pri nas, no. Potem pač tuširali smo se na koncu hodnika, ki je bila samo zavesa, ni bilo neke kopalnice, kot sem bila doma navajena. Pa še ena stvar, ki sem mogla na stranišče, sem vprašala, kam bi jaz to zdaj lahko šla, ker sem vedela, kaj je tuš kabina, ampak VC-ja nisem nikjer videla. No in pol me je babica pelala od zadaj za hišo in tako je rekla ovde. In tako me je bilo pač res ono, a to zdaj res tako? In potem sem rekla, okej, nimam druge, gremo. No, to so taki spomini, drugi spomini so pa na jajca, ker pač mislim, meni se zdi, da je bila takrat ta Gruharjeva kolonija v Smederevski Palanki, da je trajala 1 teden ali pa še več. In da smo zjutraj in zvečer jedli jajca pri tej družini. Vmes smo jedli pač v menzi, ampak ja, ta jajca so bila res na vse mogoče načine in še nekaj, ki so drugače poimenovali, ni bila beseda jajca zraven,
sem mislila, da sem pa nekaj drugega jedla in so bila spet jajca. In jaz res, ko sem prišla domov, nisem mogla videti več jajc in sigurno 10 let potem nisem več jedla jajc. In v bistvu še danes, ko si odsvrem jajc, se spomnim, da sem jedla skopadanko. Res mislim, ta jajca so mi tako pač fenomenalna in me zelo povezujejo s to malo groharjevo kolonijo. Tako da imam res dva taka zelo globoka spomina. Ja, to. Šli ste na pokopališče. Mentori se pa, kako to, je bilo tako zelo svobodno, ste si lahko izbirali takrat? Ja, pač moja mentorca, učiteljica takrat Milojka Bozovičar, ja, ona mi je zelo odpirala glavo, no. Mislim, itak pač jaz sem že od majhnega rasla z umetnostjo, z muzejem, prek strica, pač, ko sem bila v skrbi mojega očeta, je bilo treba iti v muzej, ki je bil tukaj v Kutu en bifet. In potem pač pozabljen otrok, ki se sprehaja po muzeju in opazuje zbirke in uživa. In potem pride čez 2 ure nazaj in reče, ata, greva, in sva šla domov. In je bilo za oba fajna, ne. Tako da tle se je začel, no, v muzeju po moje, ta moja umetnostna vzgoja. Ja, nadaljevali pa sigurno bolj z Milojko, ki me je zelo spodbujala v to in ne samo v smislu pač likovne vzgoje, ampak tudi odprtosti glave in spodbujanju k temu, da iščeš nekaj drugačnega. Spomnim se enega sprehoda, ki smo ga naredili v okviru pač rednih likovnih ur po mestu, to mi je tudi še zelo ostalo, ki je rekla, zdaj pa samo opazujte. In pol tako ona gre kar k eni fasadi in reče, poglejte tukaj, kaj vidite, pač na, ne vem, takole, a ne? In meni se je začelo dogajati, v uni fasadi razpadajoči, jaz sem videla tam res vse živo. In pol nas je, ko smo prišli nazaj, sprašvala, kaj smo vse videli. In meni se je takrat se mi zdelo, da se mi je tako odprl cel svet, da wow, to je pa to, a ne, mislim, ja, če opazuješ, če si odpreš oči za nekaj drugega, lahko vidiš res enormno stvari. To je Janez lepo rekel na intervjuju, ko ga lahko sam gledate, Janez na tem intervjuju. Da kar je pomembno je točno to, da prideš v Škofjo Loko, ne da boš šel kupiti kavbojke, ampak da boš najdel nek motiv. In ta pogled, to, kaj si prišel, narekuje ta pogled. In to je pomembno. Ti vidiš stvari, ki jih pač drugače ne bi videl, ker si pač postavljamo tak kontekst, da to moraš gledati. In to je tudi pomembno. No, vse to sem, kaj si prej že razlagala, to sem se res spomnila prav na ta dogodek. In pač, ko smo bili iz Škofje Loke, se nam je zdelo nekako wow, mi bomo pa nekaj drugača, ne. Pač itak vsi, ki bojo prišli z drugih mest, bojo šli gotovo v center. Dajmo pa mi nekaj drugega se spomniti, ko poznamo pač Škofjo Loko, ko se bodimo okoli in raziskujemo, a ne. Tako da ja, mislim, da prav s to likovno vzgojo, ki nam je dala Milojka, smo si upali iti pol tudi na pokopališče. Sad ćemo se prebaciti na nešto kao srpsko-hrvatski, šta god već pričamo. Tako Zoran, ful lijepo da si došao, mislim, cijeli put je od Sarajeva do tu i nazad. Zoran je bio 81. u Škofjoj Loci. Sad se je ispostavilo, mislim, nema naključaja, mislim da Zoran i Robert Lozar, koji je selektor, treće izložbi, bili su iste godine, tu. I evo ih sad. Tako da pričali smo već prošle godine i ja bih te samo zamolila da opet ponoviš ovu priču. Čega se sjećaš, zašto je to bitno sad što vidimo, kako je to bilo bitno u tom vremenu i zašto je to bitno sad? Da, pozdravljam sve, zahvaljujem se organizatoru i meni je ovo specijalna, da kažem, i uvođe i čast što sam ovde. Sve me ovo vraća u prošlost.
imam divne uspomene i ta Grohareva mala kolonija svakako je me opredelila za delatnost kojom se bavim u životu. Sad kad sam ušao u ovu prostoriju, sa ovim okruglim zidovima, ovako jedan prostor, pogledao sam gore i hoću da čestitam onome ko radi ovu postavku, zato što ovi radovi dečiji me nekako ovako gore postavljeni, mi deluju kao nešto što je iznad glave, kao neka vrsta nečega što je u oblacima, što je neka vrsta misli naših vezano za prošlost, za ta neka sećanja i nekako me još više vraćaju u tu prošlost. Sad, ja sam već 3 dana na točkovima, da kažem, iz Srbije sam išao za Sarajevo, pa iz Sarajeva za Srbiju, pa opet noća smo stigli ovde. I hoću da kažem, imam neki osjećaj kao da sam fiksiran u mislima za tu malu Groharevu koloniju i to što je bilo 81. Nekako sam imao osjećaj kao da sam u stvari kroz neki vremeplov došao iz Jugoslavije 81. sada u Sloveniju, koja je u jednom drugom, da kažem, diskursu i vezano za ovaj sad kontekst u kome jesmo. Tako da mi je sve to neobično, ceo ovaj događaj doživljavam nekako kroz, da kažem, na više različitih načina, nekako se mešaju ti uzbuđenje i sve to. Hteo bih da napomenem da sam, ja sam kroz fakultet, kroz to osnovno studiranje, na prvoj i na drugoj godini već upoznao impresioniste Slovenije i znam i za Grohara, Jakopića, Šternena, Jamu i Slovenija stvarno imala jednu generaciju izuzetnih umetnika i impresionista i negde su mi uvek bili u posvesti kao veliki primeri umetnika. Sad, prošle godine sam imao priliku, bio sam kod prijatelja ovde u Škofja Loci i obišao sam kuću, spomen kuću Grohara i rodno selo Grohara. I tamo sam kroz živu reč, kroz ljude koji su tamo kustosi, upoznao se kroz neposrednu priču o životu Grohara, da kažem, o njegovom teškom životu, nesrećenom, o tome koliko se patio kroz taj svoj umetnički život, koliko je bio posvećen, a koliko je bio nesrećen u ono vreme. Verovatno nije mogao ni da sluti da će imati ovakvu pažnju i ovakvu slavu koju je dostigao. I nekako taj događaj koji sam imao, u stvari moj doživljaj da upoznam Grohara na tom njegovom putu, putešestviju to koje sam imao obilazeći te destinacije vezane za njega, nekako sam povezao to što sam znao o njegovom slikarstvu i ovo sad što sam prošle godine saznao o njemu i negde sam više učvršćen i na neki bolji način sam shvatio u stvari šta jeste umetnost. U smislu da je Grohar nekako živeo za umetnost, da je bio posvećen, da je tragao za nekim dubokim ontološkim relacijama o tome šta je čovek, šta je ta neka istina što nas tera da se bavimo umetnošću. I to je nešto fenomenalno u stvari što nekako zaokružujem sa ovom pričom oko male likovne Grohareve kolonije i o tome šta uopšte jeste umetnost i o tome šta je Grohar bio i kako je on svetlo u stvari sada. I nekako ponosan sam, mogu da kažem da sam ponosan što sam bio deo te priče. Ja sam recimo posle te ture sa upoznavanje sa Groharom, bio sam toliko fasciniran da sve drugo što sam vidio po Sloveniji nije me toliko držalo, nego danima sam mislio o Groharu i o njegovom životu i o svemu tome što sam tu vezano za njega doživao. Tako da, poenta svega ovoga što pričam jeste da ta pažnja koju smo mi kao deca imali na toj Groharevoj koloniji, to shvatanje važnosti da je umetnost bitna i da smo mi kao deca shvaćeni u ono vreme kao neki mali umetnici, za mene je to tada ostavilo jak utisak
i shvatanje da umetnost jeste bitna, da jeste važna i nekako to sve ta cela situacija proizvela da ja za opredeljenje u životu imam i kao poziv umetnost. Tako da mi je to bilo nešto, da kažem, dragoceno, sad povratak na ovo mesto mi je takođe, evo na jedan drugi način dragocen. I to je, da kažem, opet sa sentimentom se vraćam na neko to vreme koje je bilo, dok je bila ta Jugoslavija, te 81. Zato što je bilo nekoliko sličnih manifestacija kao Groherija mala kolonija. Naprimer, Politika je kao velika novinska kuća organizovala takođe jednu značajnu dečju manifestaciju, to je bilo vajanje u pesku, koje se završavalo u Beogradu. Kad sam ja učestvovao isto 81. bilo je 36 deteta iz 36 gradova iz Jugoslavije. Ja sam sticam okolnosti bio prvi na tom takmičenju. To je recimo zakucalo totalno pored ove Grahorijeve male kolonije moju buduću karijeru. Tako da, eto, ponosan sam što ovako, i drago mi je da Groherijeva mala kolonija da je preživela, da kažem, sve te neke turbulencije i da je kao vrednost ostala da egzistira i dalje. Ja se zahvaljujem svima, to je zato što mogu da kažem, ovo nešto osnovno. Hvala. Dal si mi tudi istočnica, pravzaprav, da vprašam še enega, ko sploh ne ve, da bo vprašan, ko je zdaj zraven. Janez Locih je namreč po 6 letih, leta 95, torej skoraj 30 let nazaj, vzel to Groherjevo malo kolonijo, bi temu rekel v roku službe in jo ponovno oživil. S tem, da malo več govoriš tukaj, samo mogoče bilo pa se eno zanimivo slišati zdaj tudi tebe, oni so bili tukaj skratka v 80-ih, 89 seveda zadeva se končala, iz veliko razlogov, drug svet je nastal. 6 let kasneje si obudil neko strukturo, ki jaz mislim, da še vedno dela, še dan danes, dovolj sodobno, tako da mogoče bi te sam na tem mestu toliko izvala, da se referiraš na te čase, ki se jih spominjaš, ker si tudi sodeloval zraven, da mogoče dodaš k temu, zakaj mislim, da še vedno relevantna? Ja, jaz, kot vsi tukaj pristopni, sem tudi sam risal na Groherjevi koloniji. Takrat sem imel srečo, da je bil z mano zraven mene risal tudi Igor Draxler, kasnejši župan, ki je pol omogočil ponovno rojstvo. Jaz sem prišel na Zvezo kulturnih organizacij, točno na leto pogreba ta stare Groherjeve kolonije. In sicer se spomnim, da je ostal račun, ki je tekel preko Zveze kulturnih organizacij, neporavnan, in Zveza kulturnih organizacij je rekla, da tako se pač ne more jeti. In s tem je bila Groherjeva kolonija ukinjena za teh nekaj let. Kasneje pa v bistvu se začela občina, se je selila na Mestni trg in tam je bila ena prazna veža, za katero so me prosili, da jo poskušam likovno nekako živeti. In začeli smo z lokalnimi šolami, kar je bilo najbolj priročno. Vrtci so imeli razstave, šole, osnovne šole. Potem smo enkrat začeli vabiti tudi še šole iz Poljanske doline, iz Železnikov in tako dalje. No in po parih letih smo se upali reči, da je to spet ena res mala Groherjeva kolonija, na katero smo povabili pa tudi gorenjske osnovne šole. In to je zdaj v okviru, v kateri pač Groherjeva kolonija že dela od takrat naprej. Ti več veš točne letnice, meni to se tako v oblakih. Torej, sistem je isti, oziroma oblika je ista, torej povabimo 3 šole z mentorjem. Moram reči, da so te šole stalne, torej večinom mentori, ki hodijo skozi. To je približno med 40-45 šol. Nekaj časa v sklopu JSKD je na področju Gorenjske spada tudi Domžale in Kamnik, ki so pa po šolski sferi v ljubljanskem okrožju. Tako so te mentori govorili okrog, da hodijo v Škofjo Loko in je bilo nekaj let, je bil strašno val, zakaj iz Ljubljane ne smejo hoditi. Tako se pravi, mi smo omejeni, jaz mislim, če bi to sprostili, da bi lahko spet prišli na 400, tako kot so bile v vaših časih. Ampak mislim, da to niti ni namen, ampak tak
kot je, jaz sem par let poskušal, oziroma sem bil nestrpen, ker se je vsako leto ponavljalo, ne, ampak mentori so rekli, ne, spreminja, tako je v redu in tako je ostalo in jaz mislim, da to funkcionira in zdaj smo mogoče spet finančno na enem takem, vse se drži razen. To boš pa povedal, kako gospod Župan ja, ampak jaz mislim, da to ne boš zaenkrat še uverano za ukinitev in jaz sem vesel, da tudi spominov takih zelo konkretnih in upam, da jih bo teh spominov čim več tudi v bodoče. Drugo leto bo 30 let, odkar vodiš, tako da pričakujem nadaljevanje. Malo drugačno. Drugače pa Zoran, tudi te slike sem navdušila, da mi je uspeli zbrati. Gre za zelo rigorozen izbor, tega je na tisoče. In tukaj so v resnici zmešane za nalašno, da se ne vidi točno posamezno slike iz prvega in iz drugega dela. Ker pač po nekem spletu organizatorskih naključij Loški muzej hrani, to je nekaj, ki so z Janezom 9 let debatirala, kaj s tem narediti. In je potem prišla ta razstava, hvala Monika, ki je Monika Ivančič-Pfeiffer, da je prišla za razstavo JSKD-ja, to državno, ki je bila poriv, da naredimo tudi pogled v to, kar je JSKD naredil tukaj. Pomembnega, ker smo videli z 9 let do zdaj debatirali. Naredilo mi spolj enih drugih stvari, medtem ko Groharjeva je zdaj dobila prostor, da smo se sploh lotili. Tako da to je res en majhen procent risb iz zadnjih 55 let. Ta časovna komponenta se meni zdi res zanimiva, načrtno so zmešane, da niti ne vemo, da je blokira, jaz vemo. Da so bile katere narejene, ampak ko smo se tudi pogovarjali z Janezom, zdaj pač poskušamo osvetliti to ozadje, ta pomen, to, kar se dogaja. Nekaj pa seveda zanimivega treba narediti tudi za korpusom, ki ga imamo zbranega. Tudi to je fenomen sam po sebi. Skratka, 50 let, pa jaz mislim, da je zelo dobrih tudi lahko likovnih del. V teh letih so otroci lahko zelo dobri. In ob enem 50 let razlik v pristopih, ne vem, koliko je kakšnih pedagogin ali pa umetnostnih zgodovinark, ampak različnih pristopov, čez risanje, slikanje, obravnavo prostora in vsega. Tako da to je tudi ena tako krasno, poleg tega je to pomembna stvar, po manj neka iniciacijska, tako za kulturo kot za osnovnošolce, kot kulturo splošno, ki je vedno znova mora postavljati v center, da nas ne pozabijo. Mislim, da je to zelo pomembno, da si pač vedno znova bojujemo za prostor, znotraj pač družbe in vsega. Eno pa se pravi, ogromno enih nivojev je, kar lahko še s tem naredimo, in to je meni zanimivo. Ne samo, da se dogaja. Takle kup, risb. Vem. Skratka, ogromno materijala, seveda tudi posamične umetnine, ampak predvsem to mnoštvo, teh 50 let, mislim, da je pomembno tudi samo po sebi. Tako da, mogoče bi eno spet isto vprašanje za vse vas tri, ki sem zdaj na kupu. Kot rečeno, temu se dan danes reče kulturno-umetniško vzgoja. Zelo lepo, da smo to poimenovali, zelo lepo, da je to dobilo prostor v šolskem sistemu in vse. Tako da mogoče res malo misli o tem, in se pravi, večina se vas ukvarja, oziroma vse trije po moje, s pedagoško dejavnost, mislim, če tako zelo razmokri. Koliko so pomembne torej take manifestacije v današnjem času in prostoru sploh, ko se zdi lepo, da se dogaja vse posod, vsi lahko kar nekam pošljajo, imajo, ne vem, koliko je pomembna ta analogna forma. Kolikor hočete, zdaj pa ne bom govorila. Dosta je kompleksna stvar. Mislim, jaz sem bil v sistemu školstva, radio sam jedno vreme na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu kao predavač. Mislim, sad zavisi naravno od, da kažem, od nivo godina, o kom uzrastu se radi. Recimo, mislim, ta deca na fakultetu, oni su sa velikim poštovanjem dolazi. To su deca koja su već opredeljena da se bave tom strukom. I oni su, to su deca koja su veoma disciplinovana i gledaju vas ko u Boga i jednostavno traže znanje. I sa njima je veoma jednostavno raditi. Međutim, ti, da kažem, kurikulumi predmeta i ti predmetni programi su malo,
na jednom nivou koji ne prati aktualizovanost situacije društvene i onog gde treba da bude tačno sad smešten taj način rada sa đacima. U smislu da je ta program malo zaostaje, u stvari ne prati baš aktualnost umetničke scene. Sad, to je opet s druge strane kompleksna stvar zato što student ipak mora da prođe ceo jedan proces od klasičnog tih nekih tema i klasične obrade materijala i mora da prođe i anatomiju, što se kaže, i akt i sve to. Sad, to zavisi opet isključivo od kadra, zavisi koliko će brzo kroz neke delove programa da provede đaka, pa da ga što pre uvede u savremenost te umetničke teme i aktuelnost te umetničke teme. To su dosta kompleksne stvari. Ali mislim da ipak, što se tiče fakulteta, da su dobri kadrovi, da je to uglavnom dobro organizovano. Sad na nekim nižim nivoima obrazovanja, to nisam toliko upućen, ali pretpostavljam da školstvo nije loše toliko organizovano. Nisam kompetentan sad sa te strane da mogu nešto kažem. Ovo je malo uopšteno što sam rekao. Ja, mogoče imam jaz tako bolj široko sliko, ker mislim, da sem tudi dvakrat bila v žiriji za izbor teh najboljših del Male Groharjeve kolonije. Tudi kar lep čas sem postavljala te razstave, vsaj, ko so bile v Sokolskem domu. Tudi, ko sem bila nekaj malega zaposlena na občini Škofja Loka, sem sodelovala pri organizaciji Male Groharjeve kolonije, tako. Pa imam pregled nad tem, kako je, če pridajo otroci na likovno delavnico, tako, by the way, gospod, kar tako, ali pa, ko se morajo prijaviti na nek tečaj, se pravi, ki jih malo bolj zanima. Se pravi, od otrok do starejših, vse, kar počnem. Ja, to je še ena taka zadeva, ki sem imela v osnovni šoli idejo, da ko bom jaz velika, bom ljudem govorila, pač predstavljala to, kaj je umetnost in koliko je to pomemben in kaj vse lahko doživijo v umetnosti. Pol sem to že pozabila, ampak pol, ko sem nekako kar padla v to, ne vem, po kakšnem naključju, ampak sem padla v to, sem pa začela razmišljati pismo, ampak a se te želje res enkrat pol kar uresničijo. No, ampak ja, zdaj pač imam vse, mislim, zelo različne delavnice, od najmlajših do zelo v zrelih letih ljudi. In tudi izkušnjo iz osnovne šole, izkušnjo iz gimnazije. Meni se zdi, da je zelo odvisen od pedagoga, čeprav je res, da je likovno izražanje, ne vem, kako se zdaj že pač imenuje, to v osnovni šoli, pa tudi v srednjih šolah, je zelo okrnjeno. In če imaš vsaj blok uro, lahko nekaj narediš v eni uri, je tako res zelo težko nekaj narediti. Ampak še zmeri se mi zdi, da je res človek, pač likovni pedagog, tisti, ki pač lahko otrokom nekaj da, oziroma je pač on povprečen, bom to zdaj grdo rekla, in dela po kurikulumu. In nekako na Mali Groharjevi koloniji, jaz sem bila, pač zmeri, ko sem razstavo postavljena, sem bila res prav tako, wow, kva to delajo. Ko vidiš pač to, ko postaviš vsa tista dela, ki so jih naredili v Škofji Loki, res, mislim, skoraj brez besed. Ko si rečeš, toliko mladi, tako opazujejo, toliko dodajo sebe noter, to je res dobro. In lih ta opazovanje se mi zdi mogoče ena ta začetna stopna, da znaš opazovati, da vidiš nekaj več, da gledaš skozi sebe
To se mi zdi, da je tista osnova, na kateri pol lahko gradiš tudi to, ko prideš na faks, pa pol, konec koncev tudi na fakulteti začnemo z opazovanjem in merjenjem, viziranjem in tako naprej in se pol razvijamo, ne, ampak ja, opazovanje je tisto, ki ti daje, da primerjaš stvari med sabo in pač to ustvarjalno mišljenje, ki ti širi glavo in ideje, ne. Tako da, če to dobiš nekje do gimnazije, pa mogoče še tam ali srednje šole, se mi zdi, da se pol lahko, ne glede na to, ali si likovnik ali ne, ampak imaš širino mišljenja, no. In znaš opazovati, ni nujno, da jih mestne vedute in tako naprej, ampak lahko tudi čist neke druge stvari, no. In v tem smislu se mi zdi likovna vzgoja zelo pomembna. Ne samo za likovnost pa razvijanje nekih vizualcev, ampak na splošen za v bistvu vse ljudi. Ja. Ja, pogledaj samo na trenutek, da se vratim, malo sam dobio inspiraciju na osnovu Agatine priče o školskoj i to. Nekako sam se fokusirao sam kao problem te česte škole koje se organizuju za decu, gde roditelji dolaze decu da bi deca možda postali kao neki, da kažem, umetnici. I tu su uglavnom, ovo što sam ja vidio nekoliko tih škola, gde ti pedagozi sa decom rade po prirodi. Znači, postavi neku ili mrtvu prirodu ili treba neku figuru da rade neko ko sedi i onda ta deca se uče da budu stari mali, kao veliki umetnici koji treba što tačnije da reprodukuju ono što vide po prirodi. I mislim da je to jako velika greška zato što nije svojstveno deci da kopiraju prirodu, nego dečija mašta traži jednu vrstu doživljaja maksimalne kreativnosti. I recimo deca do trećeg, psihologija stvaralaštva, oni do trećeg godine su u apstraktnoj fazi, kao ono bambino slikarstvo, gde povlače linije, prave fleke, crtaju, apstrahuju stvari totalno. Znači, tu nema figuracije, nema prepoznatljivih predmeta. I to su najgenijalnija umetnička dela. Picasso je govorio, kad bih uspio da se vratim sebe, da mogu da crtam kao malo dete, bio bih još veći umetnik. U tom smislu mislim da je jako taj dečji period kad krenu u školu, da je jako osetljiv u smislu koje metode treba koristiti i kako ih usmjeravati. Znači, mora da budu okrenuti kreativnosti i moraju da prerađuju u sebi ono što vide. Ne smiju deca po meni da bukvalno crtaju prirodu, nego jednostavno moraju da rade doživljaj tu imaginaciju o svetu u kome su okruženi. Na primer, evo jedan primer, znači, ako ja portretišem nečiji portret, ja ne gledam u vas, pa onda merim tamo sa onim vizirom i to, da li je tu nos, da li su oba aka, da je to. Ne, nego treba da učimo decu da rade takav portret tako što će da se prvo druže sa vama, da pričaju s vama, da vas gledaju i onda kažete detetu, okreni se na drugu stranu, nemoj više da me gledaš, nego crtaj ono što si zapamtio o meni i da vidite šta će dete da crta. Ja sam imao jednu situaciju u kući, pita me žena, bio je klinac 7. razred, moj klinac, i pita me žena, moja žena je istoričar umetnosti, kaže, pa šta misliš, ovo naše dete, da li ima talente, da li on bit će umetnik jednog dana? Pa rekao, znaš šta, ja mislim da neće da bude talent, nešto ne pokazuje mi baš izraziti neki talent, tu sposobno crta. A nisam znao da je on u drugoj sobi i da me sluša. Napravio sam katastrofalnu grešku. Međutim, šta se desilo sutra? Vidim, nema klinca, nema ga po kući, ne mote sad, da li je ljut na mene, da li nije, nemam pojma. U jednom trenutku dolazi on iz sobe i donosi mi crtež, mene je portretisao. I napravio mi takav portret da ja više ličim na tom portretu na sebe, nego kad se pogledam u ogledalu.
on je radio svoj doživljaj mene. I ja tu fotografiju sam stavio na svoj profil. Ljudi me prepoznaju po toj fotografiji. Tako da hoću da kažem šta je poenta. Poenta je da je jako osjetljiv taj dečji period i to trebamo osjetljivo da ih uvodimo u svet vizualnih umetnosti. Jer ipak vizualne umetnosti su važnije zato što nas negde estetski opredeljuju, jer sve što je oko nas je estetizovano. Ovo je jako važan aspekt života na koji ne obraćamo toliko pažnje, a jako je važan. Ja, jaz bi se kar navezal na to, kar sta kolega rekla, se popolnoma strinjam z v bistvu obojnimi misli obeh. V bistvu bi rekel mogoče to, no, prej Saša si rekla, da so te podobe, da se sploh ne da vedeti, koliko so stare. Mogoče niti ni pomembno, no. Kar se mene tiče... Domači se da začel iskati, zagotovo razmišljati, so kakšne letnice, ampak kar se mene tiče, se zdi za vse, kad da bili narejene danes. V bistvu so neverjetno sveže. V resnici bi rekel tako, no, da se mi zdi razstava res posrečena, res dobra, ker če pogledam zdaj v strop, vidimo v resnici Škofjo Loko. No. To je na mojem mnenju podoba Škofje Loke, ki je bistveno bolj kredibilna, zanimiva, močna, kot mogoče nekaj kar bi na prvi pogled ali pa tako bolj na nek način klišejsko lahko označil kot podobotvorje današnjega dne, recimo, da bi se navezal na mogoče neke digitalne klišeje. Nič od tega tukaj ne vidimo, no, in se mi zdi tako ta pristop, se pravi otroci, ki so prišli, ki so v preteklih desetletjih pripotovali iz različnih koncev, v Škofjo Loko tukaj preživeli nekaj časa in potem na licu mesta poiskali zanimive motive in se na nje odzvali, neposredno, spontano, kreativno, kot tukaj vidimo, je to res izjemno, bi rekel, dragocena zadeva, ki je nazadnje po moje govori tudi o neki distanci do današnje obsesije, o klišejski digitalizaciji vsega, kar vidimo okrog sebe. Nič od tega tukaj ni. In se mi zdi mogoče moč tega, kar je nad nami, ravno v tem, nazadnje, da kaže pravzaprav v to smer, da je pravzaprav neka digitalna vizualizacija, ki bi jo na prvi pogled najbolj direktno pripisali današnjemu času, na nek način, da rab neko refleksijo v analognem podobotvorju, ki recimo v tem primeru starejšega datuma. Tako da se mi zdi, da se lahko vsi tukaj od otrok iz preteklosti, ki so verjetno mnogi med njimi zdaj že odrasli, od teh podob se lahko moje izjemno veliko naučimo. Mislim, da je to res dragocena zadeva in nenazadnje širše rečeno in celotna iniciativa, ki je usmerjena točno v to. Se mi zdi, če tako razmišljam, se mi zdi to blazno lepa gesta, povabiti otroke iz različnih koncev, da nekaj dni preživijo v mestu, v Škofji Loki, da si vsak izmed njih poišče nek motiv v mestu, do katerega ima nek odnos, in ga potem upodobi, kot ve in zna, samo za pomočjo papirja in recimo različnih barvic, in potem pride ta orjaški arhiv, o katerem govorimo. To se mi zdi neverjetno dragoceno. In že samo po sebi, po moje, teh par podatkov govori o pomenu in dometu tega projekta. Hvala. Hvala vsem. V tem trenutku se bomo mogli počasi predstaviti, kaj imamo danes program, naslednjo galerijo, ko da boste skočili v vlogo avtorjev razstave, sodelujočih v 80-ih. Seveda pa vsem, če ima kdo kakšen komentar, vprašanje, kritiko, lahko zdaj. Lahko tudi kasneje, bomo še nekaj časa skupaj, da danes ne bo zdaj 5 minut čakali na kakšno vprašanje, ker ponavadi počnem, da ga spezam. Zdaj se bomo vsi skupaj, da se bomo seveda zahvalila za prvi nastop, oziroma drugi danes, za res umetnikom. In se vse skupaj predstavlja v galerijo na Gradu, ki pa torej gosti 2 razstavi. Ena je 9. državna razstava,
mislim, da večinoma veste, o čem govorim. In v drugem delu pa je skupinska razstava vseh treh, ki so z mano sodelovali na pogovoru, kjer smo se odločili za manj umetnikov, več del. Da smo vsakega od njih predstavili, se mi zdi zelo pomembno, kot kustosini, da ima posamična praksa znotraj skupinske razstave več prostora, da vsak od njih je predstavljen z dvema serijama, vsega skupaj kar nekaj, oziroma to je tako zelo raznoliko, tudi zato, da lahko vi obiskovalci sami gledate podobnosti, različnosti, sinergije med posamičnimi opusi, recimo temu generacija, ki se je formirala, kot smo zdaj slišali, v nekih drugih časih, predvsem pa zelo pomembnim porivom ravno tu, v Škofji Loki. Tako da, polovična hvala najprej za prvi del.